Po daljšem premoru in na željo par gledalcev, danes spet snemam video z gorskim kolesom. Odpravil se bom na enega najtežjih vzponov v teh naših krajih. To ni družinski izlet, to ni za tiste, ko niso pripravljeni, ampak je pa izredno lep in ikoničen. Tako da vabljeni vsi, ki imate vsaj približno toliko kondicije, kakor jaz. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Super, krasno vreme imamo. Prva polovica aprila, fantastična pomlad. V Novi Gorici je malo pred 10. uro kazalo 16 stopinj Celzija. Jaz sem se pa vseeno dal v dolge rokave, zato ker grem v hribe gor na 600-700 metrov nadmorske višine. Moja ideja za današnji izlet je bila, da naredim en krog po najbolj odročnih kotičkih v teh naših koncih. Moj cilj je, da na poti srečam čim manj ljudi in grem po takih cestah, kjer nikoli ni nobenega. Zaradi tega sem se odpravil iz Nove Gorice najprej čez Sokanski most, potem pa severno na tole lepo kolesarsko stezo, na kateri sem zdaj. To je tudi najlažji del današnjega kroga, ampak kljub vsemu odlična priložnost za odklop. Saj že tukaj skoraj ne srečaš človeka in se lahko samo prepustiš lepim razgledom in prijetnim temperaturam. Po tej kolesarski stezi bom po kakšnih 12 kilometrih prišel v Plave, kjer se začne tisti divji vzpon. Če koga bolj natančno zanima, kje se jaz to vozim, bom pa dal od spodaj v opis videa tudi link do moje Strave. Živjo. V Plavah ostanem na istem bregu Soče, samo še toliko, da pridem tukaj do železniške postaje. Potem pa gremo gor. Z glavne ceste zavijemo levo šele, ko vidimo tablo Vrtače za Medveje. Tako na začetku vzpona, gor do prvih hiš v naselju za Medveje, je cesta še asfaltirana, pol pa pridemo na makadam. Se pa že tukaj takoj začne vzpon in kar konkretno gremo v hrib. Evo, takoj ko prideš mimo zadnjih hiš, se začne pa makadam. Zelo lep makadam, široka cesta, brez kakšnih napak ali drugih nepravilnosti. Tako da je vsaj ta del, bi rekel, v tem smislu vzpon zelo, zelo super. Na Stravi je narejen odsek, ta vzpon je dolg 7,26 km, na njem se dvigneš za 618 metrov, kar pomeni v povprečju 8,5% naklon. Zaradi tega si je tudi brez veze delati kakršnekoli utvare, da bo ta vzpon na katerikoli točki iz neznanega razloga popustil. Ker ne bo. Je pa to ena najbolj samotnih cest, kar jih poznam tukaj v teh naših krajih. Ne vem, če sem se vozil že kdaj po kjeri, da na njej ne bi nikoli srečal nobenega. Aha, zdaj pa za to serpentino bo sonce sijalo z te prave smeri, da lahko poslikam svoje kolo. Jaz ta vzpon v celoti jemljem tako zlagoma po etapah od serpentine do serpentine, ker teh je res ogromno. Imam nastavljen en svoj tempo in lepo počasi grem gor
Ne obremenjujem se s kakšnim osebnim rekordom. Mislim tako približno, da je moj najboljši čas tega vzpona ena dobra ura. Tako da nimaš kaj drugega, kot odklopiti možgane in se predati okolici. Samo ti, ritem tvojega dihanja in škrtanje peska pod gumami. Tukaj zgoraj se svet upočasni. Ni avtomobilov, ni hrupa, ni hitenja. Vsak meter vzpona je poplačan s tišino gozda, ki te popolnoma posrka vase. Včasih je najlepša pot tista, na kateri ne srečaš nikogar. Že bolj proti vrhu je pa na enem desnem ovinku vodni vir, ki vam ga bom zdaj pokazal. Po približno 6 kilometrih vzpona, ko že prideš mimo prvih hiš, je pa treba v tem desnem ovinku zapeljati kar naravnost. Mislim, da bo to tudi videti na moji Stravi. In tukaj je en odličen vodni vir, kjer se lahko odžejate in si napolnite bidone. Tukaj zraven vodnega vira sem pa še videl, kako lepe rožice rastejo. Pa tudi lepo je označeno s takim kažipotom, kam se peljejo te poti. Ena od njih se imenuje tudi Pot miru, tako da si jo lahko poiščete na internetu, pa izveste kaj več o njej. Grem naprej, še dober kilometer do vrha vzpona. Je pa ta vodni vir označen tudi na Garminu in na Stravi. Malo višje gor naprej je še en vodni vir, tako da na enem od njih boste lahko dotankali. Vidiš, pol kilometra višje je še en vodni vir in tukaj se tudi začne asfalt, tako da zdaj še pol kilometra do vrha in bom na Koradi. Tik pred Korado sem presegel nadmorsko višino 700 metrov, do zdaj imam narejenih 750 višincev. Prišel sem na glavno cesto, tukaj bom zavil levo za Korado, najprej pa vam pokažem te lepe zasnežene hribe. Cesta čez Korado je še zmeraj zaprta, zato ker je bil plaz, ampak sem pa zadnjič specialko odkril en makadamski obvoz, približno 6 km, ki ga bom danes z gorskim kolesom prav z veseljem izkoristil. Tukaj je približno 730 metrov nadmorske višine in kar frišno, tako da sem se dobro oblekel. Če koga od vas zanimajo oblačila Sirocco, ste vabljeni, da uporabite moj link ali pa vpišete kodo RBASLO in si lahko dobite nekaj oblačil s popustom. Živijo. Ja, to danes je pa čist nekaj drugega. Zadnjič sem šel tukaj s specialko 10 na uro, ker me je bilo strah, da bi uničil popolnoma nove karbonske obroče. Tole z gorskim kolesom je pa super, ej. Se pa po tej cesti od Korade najprej spustiš dol iz 730 nadmorske na 530, ko se pa obrne in je treba spet plezati. Ja, na 630 nadmorske sem se mogel dvigati, da sem prišel nazaj do asfalta. Je bila pa tudi ta cesta res zelo prazna. Po poti sem srečal 2 kolesarja. Zdaj se spustim po asfaltu na Vrhovlje, potem pa za piko na i tega izleta grem še čez Sabotinski hrbet, tako da se bom spustil v Solkan direktno dol iz Sabotina. Eto, kakšen lep razgled na Goriška brda. Ola, zdaj pa še čez Sabotin. Za razliko od zadnjič, ko sem se držal desno, ko sem šel s specialko na Sabotin, grem pa danes po levi strani, zato ker bom šel mimo Lovske koče.
in se izognem asfaltirani cesti, ker pač z gorskim kolesom je tu vse lažje. In tudi ta cesta je primerna za popolni odklop, zato ker tukaj edini avto, če pride, je kakšen lovec, ki gre do Koče. Od Koče naprej je pa itak steza za pohodnike, tako da tam vozil ne boste srečali. Prišel sem do lovske koče in tukaj se držim levo tega kolovoza. Na desni strani se pa spet odpre pogled na zasnežene hribe. Kolovoz po par 100 metrih pride v eno tako peš stezo, to je bolj za pohodnike, tako da tukaj je treba pa previdno. Ni prav zelo divje, ampak vseeno, kakšen kamen, korenina, dajte popaziti, pa bo. Ni pa dolgo, ko priješ na tale širok travnik in potem na koncu se preklopiš na ono asfaltirano pot. Po tej asfaltirani cestici je treba iti kakšne 2 km do predzadnjega ovinka, kjer je ena kratka makadamska povezava v Italijo, da se potem lahko spustiš dol v Solkan. Ko na socialnih omrežjih objavljam svoje fotke, dostikrat dobim vprašanja v povezavi z mojimi očali. Zdaj konkretno take jih imam, tu so športna očala Revorej Arte, to je cenovno v rangu 80 €. Imam pa pri Revoreju jaz poseben link, s katerim lahko greste na spletno stran, ali pa če v checkoutu upišete kodo RBASLO in vam bojo dali 26% popusta. Meni so všeč predvsem zato, ker so polarizirana in pa tudi precej lahka so, tako da skoraj ne veš, da jih imaš gor. Pa še lepa so, no, vsaj meni. Ko boste šli prvič po tej cesti na Sabotin, si kar vzemite čas. Poglejte si te kamnite piramide in pa strelske jarke, po katerih se da sprehajati. V glavnem zelo lepo je tukaj in izkoristite dan. V ostrem levem ovinku sem šel kar naravnost in tukaj je ena kratka makadamska povezava do asfaltirane ceste v Italiji, ki pelje iz Šmavra gor na italijansko Caravlo. Ena opcija bi bila, da bi šel kar desno takoj dol po asfaltu v Šmaver. Jaz grem pa tukaj še naravnost po tej asfaltirani cesti, itak je precej ravna. Vam probam pokazati še en lep razgled dol na Solkan in na Novo Gorico. Tudi tukaj gremo v ovinku kar naravnost na makadam. Tle, ko preš do te ograje, pa treba iti levo. Ampak tle bom šel pa peš, ker je preveč nerodno in strmo za moje spretnosti. Je kar strmo in naporno, ampak je vredno. Še 50 metrov pa bom tam. Tukaj priješ do cerkvice Svetega Valentina. Seveda, kakor vidite, je porušena, nima strehe. Vseeno pa manjši oltar, ki je zmeraj okrašen. Tukaj na eno stran se zelo lepo vidi Sveta Gora. Na drugo stran je pa čudovit razgled na Solkan, Novo Gorico in staro italijansko Gorico. Pa dol reka Soča, ki se dol niže izliva v morje. Iz Sabotina dol gre več pešpoti, pa tudi en par trailov, ki so mogoče zanimivi za bolj spretne kolesarje, kakor sem jaz. Zame edina sprejemljiva pot dol je nazaj po istem makadamu do asfalta, potem pa po asfaltu v Šmaver in v Solkan. Tle sem prej prišel ven, ko sem šel levo, zdaj grem pa dol. Pri tem spustu morate biti zelo previdni, ker je strm, na določenih mestih je tudi 20%. Srečno sem prišel v Šmaver, zdaj pa samo še kratka pot, pridem v Slovenijo in potem v Solkan. Ja, to danes je bil pa res en čudovit izlet. Pravi odklop, čudovite samotne ceste, možgani na off in vse skupaj, če tako pogledaš, rata enih 45 km
in pa slabih 1200 višincev. Krog kot tak je precej naporen, ampak jaz vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.